Navadni glavinec je poznan predvsem kot, bomo rekli, plevel, kot neka nadležna rastlina, ki je tudi kmetje nimajo preveč radi, saj se močno razrašča po travnikih. Živali pa tudi nimajo preveč rade teh olesenelih stebel, saj jih težko potem, bom rekla, prežvekujejo. Drugače pa navadni glavinec spada v družino nebinovke. In pa, bom rekla, mogoče vam bo bolj poznano, če vam povem, da je v isti družini kot plavica oziroma modri glavinec. Njegov čas cvetenja je nekje od junija pa vse do konca oktobra. Zraste nekje 30 do 60 centimetrov visoko. Poznamo več vrst glavincev, ta je navadni. Njegovi listi so, razlikujejo se predvsem po listih in po obliki glavice. Navadni glavinec ima takšne ozke liste, suličaste in pa zelene. Torej raste nekje na travnikih, pustih pašnikih, med grmovjem, v gozdnih robovih, če so svetli gozdovi, cestni robovi. Zelo pridno se razrašča povsod. Kot sem že povedala, njegovo steblo je enostavno, pokončno, v zgornji polovici nekoliko razraslo. Stranski poganjki so kratki, steblo je olisnato s premenjalno razvrščenimi suličastimi do nekako jajčastimi listi. Torej na vrhu poganjkov pa se razvije tole prekrasno socvetje, ki je značilno za nebinovke, in mu pravimo košek. Nebinovka je tudi ognjič, ker naredi tisti košek, a ne. Steblo je pod koškom odebeljeno. Košek oblikujejo številni škrlatni cvetovi, jajčno oblikovan ovojek, pod cvetovi pa tvorijo ovojkovi listi. Rastlina je v tem ljudskem zdravilstvu nekoliko bolj slabo opisana v literaturi, tudi manj poznana, vendar je zelo zdravilna. Nabirajo se zgornji deli rastline, torej ti cvetovi, lahko odtrgate tudi celo glavico ali pa kot nabirate pri plavici, torej te zgornje cvetne liste. Jih hitro posušimo in uporabimo v čaju ali v čajnih mešanicah kot poparek. Drugače pa zdaj v jesenskem času nabiramo tudi korenino. Zdravilna je predvsem, da blagodejno deluje na naš prebavni sistem. Torej korenina je rahlo grenka, ima diuretični učinek in deluje blagodejno na naš želodec. Pogosto pa se korenina uporablja tudi za zniževanje visoke telesne temperature. Korenina se pripravi kot prevretek, torej zvrhano žličko zdrobljenih korenin damo v vodo, počakamo, da voda zavre, rahlo vrejemo še mogoče kakšne 2 minuti, potem odstavimo, počakamo še 5 minut, precedimo in pijemo večkrat na dan po požirkih. Čaj iz listov in pa iz cvetnih listov pa se uporablja kot nekakšen losjon za oči in pa pri zdravljenju konjunktivitisa. Torej ima zelo podobne zdravilne učinke kot modri glavinec, vendar je le nekoliko manj poznan. Pa prijetno nabiranje!